Dober večer, mali in veliki. Tudi danes vam bom bral iz zbirke Karla Gržana, in sicer zgodbico z naslovom Povedati nekomu, da je dober in kje je dober. Dragi otroci, v nedeljo smo prižgali prvo svečko na adventnem venčku. Ampak kaj to pomeni? Zakaj sploh prižigamo svečke? No, s svojim svetlim plamenom nas spominjajo, da nam naš junak Jezus prinaša tako svetlo lučko, ki prežene v vsakršno temo. In si želi, da bi jo tudi mi vzeli in jo ponesli naprej. Veste, prva svečka na adventnem venčku predstavlja upanje. In kaj je to? Naj razložim tako. Velikokrat so okrog nas ljudje, ki prehitro obupajo nad seboj in menijo, da ne zmorejo. Velikokrat lahko opazimo ljudi, ki so zato žalostni, ker jih nihče v takem trenutku ne podpre. Nihče jim ne reče, daj, saj bo šlo, saj zmoreš, jaz vem, da zmoreš. Nihče jim ne vlije upanja in jim pove, dej, vse bo dobro. In ker ti ljudje niso deležni spodbudne besede, potem menijo, da jim Bog ni podaril nobenega talenta in da nikjer niso dobri. Nihče jim ne reče, ej stari, kakšne risbice ti rišeš, pa res so dobre. Ali pa, ej, ti tako dobro poješ, tak glas imaš, dej, pridi v zbor. Ali pa samo, ej, hvala ti, ker mi vedno prisluhneš, ko potrebujem pomoč. Hvala ti, ker mi pomagaš. Včasih se bodo zdele še tako preproste besede zelo težke za jih izreči. Ampak zdaj prisluhnimo zgodbici. Sredi žarenja jesenskega listja so iz hišice v krošnji drevesa 3 prijatelji zrli v življenje. Jan naj jo je danes prosil, naj ga spremljava domov, sta pripovedovala Ema in Jaka Luku. Matematika mu ne gre in ne gre. Trudi se, ampak več kot za 3 ne zmore. Piše pa najlepše spise in pesmi v razredu, je govorila Ema. Tako čuteče zna pripovedovati. Ja, pri matematiki pa je dobil zopet 2, je nadaljeval Jaka. Bal se je, kaj bodo rekli starši. Vidijo ga samo skozi šolske ocene. In zakaj sta ga spremljala do doma? Je bil radoveden Luka. Če sva z njim, ko jim pove oceno, potem ne grmijo tako močno, je odgovorila Ema. In kako je bilo, ko je povedal za 2? Je spraševal Luka. Oče mu je zopet rekel, da iz njega ne bo nič, da je sama zguba. In sploh je govoril takšne besede, ki se ne govorijo, ker ponižujejo. Potem pa je Ema vprašala očeta. Kaj ga je vprašala? Je Luka segel Jaku v besedo. Gledala sem Jana in kar videla, kako mu v duši tečejo solze, je spregovorila Ema. Tako zelo sam je bil, tako zavrnjen in spregledan, tako ponižan. In to zaradi te matematike, kot da je samo matematika življenje. Ali vi sploh veste, kako dobrega, kako sposobnega sina imate? Je Ema nepremično zrla v oči visokega gospoda pred sabo. Kje je njegova sposobnost, če prinaša slabe ocene? Je Janov oče bolj renčal kot govoril.
Samo nekateri odrasli si privoščijo, da govorijo tako neprijetno in neprimirno. Nad otroki si dovolijo premoč in oblastnost. Ne spoštujejo jih kot osebnosti in vsakega posebej kot dragoceno posebnost. Ni dveh enakih. Vsak zase je zgodba, ki moraš znati prisluhniti in odkriti v njej vrednost. Nikogar na tem svetu ne smemo spregledati v njegovi dragocenosti. Oprostite, gospod, ali ste že prebrali kakšno pesem svojega sina? Je vztrajala Ema uporno. Kakšno pesem? Se je zdrznil Janov oče. Vi sploh ne veste, da je vaš sin najboljši pesnik na celi šoli. Ni čudno, da so njegove pesmi tako žalostne, je pribila Ema. Jaka jo je ob strani nemo občudoval. Ti govori, kar hočeš, je govoril v besu vedno bolj negotovi oče. Jan mora biti pri matematiki odličen. On je odličen v poeziji, pri slovenščini, se ni dala Ema. In tu lahko postane najboljši, če ga ne boste poniževali. Pri matematiki, to bo njegova šibka točka, gospod. In če imate radi svojega sina, mu povejte, da je dober in kje je dober. In potem mu pomagajte, da bo tam postal najboljši. Kjer pa ne zmore, pa ne zato, ker se ne trudi, ampak zato, ker za to ni nadarjen. Mu pomagajte, da bo zvozil. Ne ponižujte ga, gospod, ker to boli. Vaš sin Jan potrebuje, da ga oče spoštuje in ceni. Drugače se tudi sam ne bo spoštoval. Ali razumete to, gospod? In je bil Luka nestrpen. Oče je umolknil, je odgovorila Ema. In potem je rekel zelo potihoma. Hvala, na to nisem pomislil, je dodal Jaka. Si pa upala, je pripomnil Luka. Ja, upati si moraš pokazati, kje je nekdo dober, in potem bo lažje dober. In povedati mu moraš, da lahko tam postane najboljši, če si bo seveda za to prizadeval. Drugje pač ne bo tako dober, se bo pa trudil, da bo zvozil. Jaz sem dober v matematiki, pa nisem pri slovenščini, je zamišljeno pripomnil Luka. Kar pa še ni izgovor za tvojo lenobo, se je Ema hudomušno nasmehnila bratu. Tam v hišici na krošnji drevesa, odkoder so trije mladi prijatelji zrli v življenje. Tako, dragi otroci, mali in veliki, kot je rekla Ema, upati si moraš pokazati, kje je nekdo dober, in potem bo lažje dober. Kaj pa, ko bi advent razširili čez celo leto? Kaj, ko bi čez celo leto seboj nosili lučko in delili upanje? Naslednjič, ko opazite, da si sošolec zasluži pohvalo, stopite k njemu in mu recite: Bravo, to ti pa res gre dobro od rok. Tudi na delu, dragi moji veliki, so ljudje, ki si prav tako zaslužijo, da se jim pove, da so dobri, čeprav morda tega ne vidijo. Kar pogumno. In še marsikje boste imeli priložnost povedati nekomu, da je dober in kje je dober. Zato vas sedaj vabim, da si v krogu družine poveste, kje vse ste dobri. In potem, da prosimo za tiste, ki tega ne vidijo. In da bi jim nekdo prinesel lučko upanja in bi potem videl. Lahko noč.